če ti slučajno že veš izstreliti, jo lahko izstreliš. A veš, da je bilo zate vprašanje, pa nisem sploh zdaj poslušal. Za oba je rekla, da je vprašanje, zdaj ga bo vsak posebej odgovorila. Kaj je bilo vprašanje? Živijo in dobrodošli v novi epizodi Double Purpose podcasta. Danes sta z mano prvič dva gosta in to sta Uroš in Tjaša. Pozdravljena. Živijo. Uroša in Tjaša sem si želela povabiti, ker sem slišala njun komad Leta tečejo, sta bila tako, sta mi postala zanimiva. Če govorite svojo zgodbo, me je zanimalo. In pa sem rekla, najbolj že kar povabim, pa jih vprašam vse, kar me zanima. Tako da pozdravljena in najbolj, da začnemo kar pri tem komadu Leta tečejo. Dajte mi povedati, a je to nek del vajne zgodbe? A se je začela z izzivi, ta ljubezenska zgodba? Sigurno, ampak vse se vsaka, se mi zdi, da se vsak človek na neki točki začne srečevati s tem, kaj bo ljudi rekli, pa da imajo ljudje vedno marsikaj zapovedati, če si pa malo izpostavljen, pa še posebej. Tako da mi da so že marsikaj slišala oseb, o nama, pač vse veš, kako te govorice delujejo, tako da... Pa še kdo kaj doda, ne? Ja, ali pa pač nek prvi vtis, ki si ga ljudje ustvarjajo o tebi. Sploh o meni, no, se mi zdi, da v meni je bilo na začetku predvsem nek tako v smislu zafnana, tega sem ful veliko se naposlušala, pa ta se mi je zdel najbolj stran od resnice ever. Tako da ja, no pač in nekako pol nisem se upadala v njegov, ne vem, svet, no, ali pa pač saj po mnenjih ljudi, pol, ko sem me pa spoznala, so bili pa tako, ok, ta pa res ni zafnana. Pa so pa nekako me sprejeli v to, no, in dojeli, da lahko ostanem. Da je to odobravali. Pač ja, da v resnici sva si pa kar pisana na kožo, kako bi rekla. Ja. Kako se je pol začela vajna ljubezenska zgodba, to približno vemo, ampak me zanima, kako sta dojemala to. Ti si bila v tistem času brez glasu, a ne? Ja, jaz sem imela vozličke takrat, ja, in sem mogla biti na prisilnem molku 5-tedenskem. Sem za rehabilitacijo, da so se mi pač postavila nazaj in takrat sva midva šla na prvi dejt v bistvu. V tišini. Na pijačo sva šla in potem je ona... imela sabo računalnik in jaz sem jo nekaj vprašal in ona mi je pol tipkala in tako nekako se je to začelo. Ja, bilo kar zanimivo. Vmes se parkrat sem se prekršila, so mi misli prehitevale. Ne vem, če si se prvič prav velik. A ja, sem res, ja, mogoče res. No, skratka. Tako je bilo. Bilo je s tem računalnikom tako smešen. Ampak... Vse je bilo zabavno. Ja, v bistvu ja, nekaj posebenega, no, za zmer v spominu. No. Za zmer v spominu. Na prvem dejtu sem tipkala. Kako vam je to mogoče, da se drugače spoznata, ne? Tak Gen Z dejt drugače, da se tipkaš. Kva pa vem, a se vam zdi, da je to kaj vplivalo na to, da sta danes, ne vem, tako kakor sta, da ohranjata? A veš, ki je meni vplival? Zato, ker je resno jemal te stvari. Recimo kot glasbenik, a veš, marsikermu, ki ni glasbenik, ki se ne zaveda pomembnosti glasu, pa kaj to pomeni, če ti pol kar naenkrat ne moreš peti, ali pa če se ti to... Tako, njemu se ta tišina ni zdela, pa ti kva se ta zdaj bava zdaj tle. Tako ni, ali pa saj ni mi deloval tako, da je to tišino obravnaval kot neko... Preseravanje, fnanje, v smislu pa dej, govor, pa a veš tako, pač spiti s kalci pa bo, ne, pač ni bilo tako in mogoče iz tega vidika tudi, no. Dobro, to je zdravje, kva? Ja, no, ne gledajo vsi na to tako, ne, pač ja, iz izga poha ste se razumela, ne. Ja, lepo. Mogoče to. Kako sta pa pol, pač videla imata tudi na isti dan, rojstni dan, a ne? Poleg teh očitnih znakov, kako sta vedela, da sta en za drugega, kaj je bilo, to je pa res to. Jaz imam eno tako malo čudno, ampak
Se pravi, on je meni enkrat prišel iskat s svojim polotom, on je imel en rdeč poloster avto, tako. In on je mene prišel, sva bila zmenjena, da nekam greva in on se pač pripelje po mene in se ostal in jaz hočem noter in on je tako 1 minuto sigurno metu smeti, tako iz prednjega zica vzad in on tako, sorry, samo in pa je metu škatle od pic, od meka, od ne vem česa in jaz sem bila tako, jaz imam tudi tak avto. Si ga razumela. Sem bila tako, mi da se res zaskaj, pač to je pa res, pač tako bizarno je takrat. Ni bila kjera svina. Sem bila tako, jaz sem tudi tako v avto. Normalno. Tako da, we listen and we don't judge. Točno to. Ja, Super. tako. Jaz imam en tak moment, no, ker sem bila tako, pač mi da so res ista. Da je bilo to tako. Čutite prav to, da sta ista. Ne, v resnici, če ne. V določenih stvareh Tako. sva si zelo složna in tako se mi zdi, da so segmenti lifea, mimo katerih greš težko Ja. ali pa težko živiš skupaj z nekom, ki na določene stvari, najpomembnejše stvari Tako. gleda popolnoma drugače. To pač bi šlo težko čez, ampak drugače osebnostno se mi pa vsem zdi, da sva si pa Kar res različna. zelo različna, da imava Se pa dopolnjujeta. v določenih stvareh se dopolnjujeva, v določenih stvareh imava pa zelo velike izzive. Aha. Pač določene stvari so pa take, da se Osvetljujeva. imava rada kljub njih. Kljub Lepo. njim, ne zaradi njih. Tako. Lepo. Ja. Ok, bomo tole zvezo itak še raziskali. Me pa zanima zdaj, kaj sta sanjala kot otroka. Ti si včeraj v svojem videu povedala, da si od vedno želela biti pevka in tudi da te koncerti, ki zdaj nastajajo za mejih na vaju. Pa me zanima najprej, kdo je bil tvoj vzornik pri tem? Jaz sem hotela biti veterinarka, pa malo kasneje sem še za to pevko, ampak to, da bom pevka, je hitro prišlo v moj mindset za nekoč. Ampak jaz se spomnim, jaz sem imela Aljo. Aljo sem imela na vseh zvezkih, notnih. Tako, meni je bila Alja huda, ne vem kva, no, tako s tistimi roza lasmi, v spodi in blond. Pač meni je bila Alja kar idol, no. Pa Bebop takrat Kaj so mi imela bili. takrat Fluid pa te? Ja. To pa Bebop so bili takrat tako full in Game Over. Tako, kot otrok sem zelo džemala na to, no. Pa kva so BBT so bile takrat, pa Unique, pa vse te, no, pač to, kar mi je bilo nekako dano, a veš, sej takrat ni bilo nekih računalnikov, da bi lahko jaz ful raziskovala neko muziko, bolj je bilo pač to, kar ti je bilo pač lansirano pod noge in takrat je bila to ta slovenska scena, no, pač vsaj mi smo to doma nekako poslušali in tako da ja, jaz sem pač otrok 90-ih s temi zvezdami, ki so takrat pač bile, tako da meni se je takrat zdelo to ful hudo, pa sploh te popstars nasplošno vsi, tako te koncerti, ki so jih imeli, tako, tisti je bilo kar ono. To smo kar vsi gledali. Wow, takrat, ja. Ja, štart 2000-ih. Tako, ja. Je bil najbolj V bistvu, ja, 2000, ja. Ti? Kaj pa ti Uroš, ja? Pa ne vem, jaz sem v bistvu začel pri 6 ali 7 letih s harmoniko v glasbeni šoli. In potem pa da bi imel prav enega tako vzornika, se mi zdi, da ne vem, ful sem bolj poznal Oberkrajin sceno kot karkoli nisi še drugega. rekel, da si hotel biti Stefanijo, da si se delal na To posli? sem imel pa različne te. Ja, jaz sem imel en tak radio, ki sem si ga enkrat zaželel za rojsten dan, ker sta šla prav tako še na levi pa na desni tako zvočnika ven in je bil čist hud mi. In sem imel za CD-je in za kasete. In pol sem vrtel, recimo, ja, sem na posli sem imel kao oder in pol sem imel Rutko in sem bil Stefanijo od Game Over, pol sem bil recimo Murat and Joe sta mi bila zakon, potem, kva je bilo še tazga, drugač pa Adi Smolar, on je pa mogoče po avtorski plati, sicer pol malo kasneje še bolj, ampak že od štarta sva ga oba iz Nino, iz sestro,
poslušala skozi Smolarja ful in imela sva Walkmane in so poslušala njegove kasete in vem, da je imela še sestra moja to v prvem razredu nekje ali kako že, da je imela najljubši komad od Adija, Svinja pijana ali nekaj takega. Ampak Adi mi je bil tako najbolj mogoče, je imel name največji vpliv, pa je bil mogoče največji influencer name, tako z vidika pisanja, z vidika pogleda na live, z vidika predajanja določenih informacij ali pa podajanja informacij ljudem mogoče na ta način. No. Pa Si se lahko poistovetil z njim. Ful. Ful dober. Ful. Najmanj po frizuri. Se pravi, polje od obeh bila to neka tako želja od začetka. Ja, čeprav jaz sem skozi to gledal tako za zraven, pa nikoli nisem mislil, da dejansko sem jaz, da imam jaz to lahko. Jaz sem sam skozi tlela neka želja bolj zadaj, ampak sem pa bolj realist, pa sem bil tako, jaz sem si bolj, ko sem bil majhen, sem hotel biti smetar, vem, da pol, ne vem, kaj sem hotel biti še. Ja, reševalc, pa pol na zdravstveno sem šel zaradi tega, da bom reševalc. Aha, ti si naredil zdravstveno šolo v Ljubljani? Ja. Pa diplomiral pol? Nisem, jaz sem že tako, jaz sem zdravstveno lik zato šel, ker jaz sem že v osnovni šoli vedel, da ne točen kaj bom, ampak kaj ne bom in to, da ne bom šel na faks, ker se mene da v šolo hoditi. Ja. Ker sem jaz gledal te študente, pa kar neki se učijo, pa ne vem, pa meni so bile pa knjige, sam primer ne sadeti, mi da so itak ugotavljala zadnje leta, da sem nediagnosticiran ADHD-jevc. Slišam na posnetkih, ki se Orenk ne smejala, lahko dodata stand-up točko v... Sej so, najmanj koncerti pravzaprav napovedi so itak en impro stand-up, tako da... Pač staris. Tako da v bistvu, ja, sem pol prek srednje šole sem ugotovil, da to recimo nek reševalc bom težko ali pa nek tak šiht imel, ker je enostavno težko kombinirati muziko s tem, nisem pa hotel pustiti muzike, ker je bila prevelik del že mojega lajfa. Pol je pa spontano. Dost spontanost je raslo. Ko sem videla s Tjašo začela biti skupaj, pol kar se veš, pa te pikniki, pa tret. Kdaj je bil pol ta moment, zdaj bi pa midva lahko nekaj več razvila iz tega? Pa praktično dejansko z teh piknikov, pa z teh spontank, ki je bilo daj prines kitaro, daj, ko smo zašpili nekaj. Pa Tjaša se je ponovadi zmer upirala dosti, jaz sem bil pa zmer, daj. In pa sva ugotovila, da se pa kar nekako ful dobro pobarvava, kar se tiče glasov, da ful dobro zveni skupaj to. Ker so pa enkrat posnela tak prvi cover, pa so ga dala na Facebook, takrat se pa spomnim, da je bil pa še tako odziv res ogromen, tako koliko dober. Sploh pa za tiste čase, se mi zdi, da danes recimo 1000 lajkov je pač fajn, ful dober, ampak je pa tako, danes si pač sam, 1000 lajkov, ne? In se spomnim, da takrat si dala ti gor ta posnetek, ki so bila v Bovcu, in da je imel čez 2000 lajkov. Ja, takrat. So bila čisto... Viralno. Ja, čisto viralno je to, se nam zdel in... Takrat so pol ljudje nekako zagrabali in da so bilo takrat, ko je pisno. Ja, pa so se začela pogovarjati, mogoče bi pa mi tudi lahko na porokah kaj pela, za zraven, mi da so bila še vsak v svojem narodno-zabavnem ansamblu takrat. To se spomnim, ti si bil, so bili okrogli muzikali. Ognjeni. Ja, ognjeni muzikali. Ti pa ansambl Jureta Zajca, tako. In so imela to bolj, kar ne za zraven. Pa lahko še nekaj zaslužva, vsak 100 evrov, a veš, tako čisto. Tako, spotoma. Tako, mislim, ker sobota smo itak špilali, a ne pač in na porokah in tako, in zakaj, če greš itak toliko prej od doma, zakaj pa pač ne bi šel še pol ure prej, pač imaš še tako. In res ni, vse v najnem duetu je nastalo, ker se je slučajno pokazala priložnost. Tako res ni bilo... No, dosti stvari so si tudi naredila. Tako, ja, ampak... No, ampak hočem reči, da ni bilo neke preračunljivosti veliko v ozadju. No, tako sploh začetki so bili čist tako, pač
bomo pa videli, kam to pelje. Ni bilo, ko sva štartala duet, čez 10 let bo pa delala Tivoli. Nista imela tako neke vizije. Sta se sam prepustila toku, kar Mislim, bo. ja, pač za porokice. In zato so tudi ustvarjala ta duet Uroš in Tjaša, ki so bila tako, Ja, mi da ne. nisem rekla, zdaj neki mes izmišljala, pač kar neki. Pač Uroš Najprej, in mislim, Tjaša. da je ne 2 dni sva se še pogovarjala o nekih imenih. Pa vsak nasleden, ki je bil, se nama je zdel bolj budast. In pa se tako redo. Uroš in Tjaša bo pa. In je Kaj bo in zdaj nekako še kar malo isto. In zdaj vsi vejo, kdo sta Uroš in Tjaša. Res. Ja. Sva zelo vesela, no, da je temu tako, pa da zadeve so prerastle na tak nivo, ampak ja, začetki pa res niso bili z neko vizijo na to. Sam se spomnim, ko sta imela te mehne koncertke tukaj okrog po lokalčkih. No, Ja, sem te bila na akustične parih. večine. A res? Ja, sem bila. Tle recimo v Trzinu pa v Tibuju, ko sta delala. Ja. In je bilo ful dober in že takrat je bil odziv dejansko ful tako dober. Veliko ljudi je prišlo. In zdaj tako, ko vidim, da boste imeli v Tivoliju pa take koncerte, ko delate, je tako, wow, res sta lahko ponosna na se, ko sta dosegla. Hvala, Thanks. no. Res. Te so bili res Vse luškani, ta prvi akustični koncert, ki takrat so si kupila svoje ozvočenje, tako se spomnim, da so dala koliko Jurija ali koliko. Ja, Jurija sva In se dala. nama je zdelo, no, smo to Cela naredili. investicija. Ja, ne. Ampak fun fact, še kar imamo to ozvočenje Imate doma, še še kar vedno? ga imamo In istega. ga tudi še zmeraj uporabljamo. Na za poroke. porokicah in tako naprej. Tako da, Super. a veš, Ja. money well spent, a veš. Res, prav za res. Ampak ja, no, se spomnim teh akustičnih koncertov, ki se nam pa je zdelo tako, no, tako, Ja, prav, res sva si začetki, ne? bila kul, Fajn je no. bilo. Ful dober. In to je bilo treba rezervirati, ne? In so bile Aha. rezervacije, in so bile vse mize porezervirane, in so bile čisto, wow, Ja. mi da imamo razprodano. Ja. In pač igrala sva itak sam coverje, ker nisem imela še sploh ja. svojih komadov. Potem so prišli v bistvu, imela sva še pri komadih so začela čisto spontano, ker je prišel Klemen, avtor najnega prvega komada, Klemen Arh oziroma Klemen Glinar. Kje pa je čez prvi? Boš znal naprej me ljubiti. Boš znal. Tako je v bistvu še zmeraj Aktualen. en največjih Po hitov. No? ogledih je Še najhujši. zmeraj. Ja, Prvi komat, veš. Čisto prvi. Ja, Wow, res. in to je bila tudi čisto spontanka. On je Jaz imam pa eno naju pesem za kontaktiral, jaz imam eno pesem in bi rad, da jo vidva odpojeta gor dol. Pa smo se še vmes, pa ta je bolj solistična taka, a ne ti to raje sam Tjaši dal. Mi smo to, on je v bistvu to naredil, da bomo parjali na popevko slovensko, Tako je. na festival in sem bil tako, pa to je to neki, a ti to Tjaši, da mislim, a bi to Tjaša rajš uno, pa da, a veš tako, Da bi samo ona to ja, odpela. ne, to morata biti vidva skup, gor dol, ti jo poštrihaš, ona to solo, untri. V redu, lej, pa dajmo, a ne. Pol smo prijavili, itak ni bila sprejeta. Ni bila sprejeta, pol pa od vseh tistih komadov, ki pač nehote pol, ki nisi sprejet, vedno malo gledaš uno, no pa da vidimo. Kdo je ne. pa bil, In sva dejansko od vseh komadov tistega leta na popevki, pa če plus najnega gledaš, je ta dejansko najbolj udrinil. In tudi nepričakovano toliko delač, kot je, ker radi so ga vrteli. Pa mi to nisem bila, tako, to res jaz se spomnim, imela sem lih eno vajo in sem šla pred vajo in sem rekla, mi to imamo že kar 20,000 ogledov na video spot, tako ful se nam je zdelo to veliko. In prijem z vaje čez uro pa pol ven pa 50,000, sem bila tako, kako se dogaja? Nara. Ni bilo nobene strategije, ni bilo nič denarja, a so kaj sponzorirala ti sploh, ne vem, če sva 100 evrov. Ja, 100 evrov sva dala Veš. v boost post na Facebooku. No, veš. Spomnim Pač- še zdaj. Nič, Ja. so baš Začetki, čisti. pravo Čisto, mesto, pravi čas, ne vem, kaj se je zgodilo, takrat tisto komat je šel. Tisti komat je bil takrat ful večji od naju, v bistvu, ker naju kot Uroš in Tjaša ni praktično prav veliko ljudi poznali še. Do takrat, ne. Do ja, pa še nekaj časa takrat. Ja. Vem, da se je pa na radiju, obstajajo so ljudje, ki so poznali ta komat, pa jim je bil kul, niso pa poznali naju. Ja. To se je pol s časoma Ja. zasukali, da zdaj Ja. poznajo še naju, Ampak ja, no. upam. Tako Okej. da tako se je začelo vse skupaj. Okay. Smo malo zabluzili, veš, iz Dobro. Ne, v bistvu čisto ok. Ful me zanima, kako sploh nastane ena vajna pesem. A jih tudi sama, to je prva en avtor napisal, a ne, ko ste rekli? Ja, pa se pa kar sama. Pa sama. Ja, jaz sem že prej iz narodno-zabavnih vod rad
pisal, začel se mi zdi, da. Jaz se spomnim še, ko sem se učil harmoniko v glasbeni šoli, da sem že neke sicer primitivnejše melodije, da sem glasbo neki delal unotret in da sem že na teh oddelčnih nastopih. Se sem učil me stopar, se smo klele bliz. Robert, ampak v Kamniku, v glasbeni šoli. In vem, da smo imeli te oddelčne nastope, da sem jaz enkrat igral nek svoj lastni komad, ki se zdaj ne spomnim, kako je bilo sploh naslov. Ampak to sem imel skozi neko to težnjo po avtorstvu, to mi je bilo zmer zanimivo, tudi sploh besedila iz zadja ven, recimo, in tako. In mi je bilo to zmer ful zanimivo že tam, pa sem pa to pri nama, pa sam še bolj oživel v tem smislu, zaradi tega, ker pri narodno-zabavni muziki si ti malo vseeno omejen, sploh če gledaš trio s Frajtonarco, recimo, težko neki je približen, imaš neke okvirje in v teh okvirjih moraš delovati zaradi omejenosti inštrumenta, zvrsti in tako. Narave glasbe, ne? Pač tukaj zdaj pri nama je pa Ni omejitev skoraj. je pa omejitev bolj sam stvar najnega okusa. Kako pa najdete tako navdih? Kaj boste napisala? To je bolj zahte vprašanje. Odvisen, kje sva v življenju. Ja, mislim, siguren, da je to, da veliko pesmi je odraz tega, Govorite kaj neko zgodbo. kaj doživljaš. O čem razmišljaš, ja? čem- Kaj te gane, no? Ja, velikrat je pa tudi tako, da si sam rečeš, pesmo, jaz bi pa prav rad enkrat naredil tak komad, ali pa komad v tem. Tudi to je, a ne, tako, ko si mal črtaš nek svoj bucket list, rad bi imel enkrat en tak komad, na to foro. Ampak pol včasih ti kar pade, a ne, včasih pa ne pade, včasih pa ostane pri, ne vem, nekem osnutku. Ma tudi komade, ne vem, ki bojo išli tudi določeni komadi, ki bojo zdaj na tej plati, ki izide letos v Tivoliju, a ne, 9.9. Se pravi, ne, kupite karte, ne. V glavnem, ne, hočem reči, da tudi za ta album bo kakšen komad gor, ki je, ne vem, Zvisu za prejšnjega. bil narejen že leta, ne vem, 2020 recimo, ali pa Pa ste ga pustila, ali pa še prej v bistvu. Pa ga nisva takrat že na album dala, Ja. pa je zdaj dozorel, pa smo ga zdaj Super. tako da... Včasih določene stvari ne delajo, pa jih nočeš na silo narediti, pa kar enkrat pa kitaro v roke primeš, se spomniš, pa to, pa pobrskaš za nazaj, pa gre, pa sploh se ne spomniš, zakaj takrat ni šlo, ker pač da jo pa sprve odpojeva, recimo, pa je ful dobro. Ali pa včasih rabiš tudi sam malo dozoreti. Da cela ideja pa vse skup mala, ne? Ja. Dozori. Ful Težko bi dober. ti pa rekel, kako nastane, a veš, komad, ne? Ja. Pač ker je to tako različen, tudi pogosto toliko imate- vprašanje pri tem je, aj najprej melodija, aj najprej besedilo, a ne, in tudi to, vse, in največkrat jaz delam to kar skup. Vse oboje skup. Ja, Okay. da kar pojem si. In pol si sam sprot pišem, in pol grem, in pol si ponovadi tudi, ko naredim kitico, si jo posnamem, se tudi zgodi, da grem naprej že na refren, pa pol pozabim, kako je šla, in pol sem čist živčen. V glavnem čist, To je pa cela umetnost dejansko. Odvisno. Da ker vse pol more- sam sebe pozabiš, kva smisel, Aha. ali pa zakva se ti je neki zdel dobro, zato ker tukaj bo še to pa to. Aha. Predvsem se mi zdi, da moraš imeti čas, da si lahko kreativen. Ja. To Se je, strinjam. to je, se mi zdi, Zdajle največji recimo nič ne sovražnik. pišem. Največji sovražnik kreative je pač čas. Da imaš ta pritisk, ali pa da pač enostavno nimaš časa zadihati, pa pač pustiti, da se ti kaj zgodi. No, tako, jaz imam sploh s tem težave. Mene sam, če me nekaj res toliko prizadene, da me kar vrže, ne vem, pesem za mami, to je bilo edinkrat, ko sem jaz nekaj iz sebe spontano spravila, drugače pa. Aha, drugače pa uraš. Ja, čeprav je to delo spet, to je težko rečeš spontano. Tudi v vsakem šihtu se stvari pol tudi spontano zgodijo, ampak
dvomim, da če ti hočeš v nečem uspeti, ne moreš čakati, da bo nekaj prišlo spontano. Moraš delati, moraš probavati, moraš vežbati, pa moraš si upati. Se pravi, zelo dobro se mi je zdelo, ne vem, kdo je to, mislim, da je Širan to enkrat rekel, se mi je zdelo ful dobro. Zaslužiš si tak uspeh, zaslužiš si toliko, kolikor si pripravljen pušati. Se pravi, ne smete biti sram, ne smete biti strah, da boš nekaj narobe rekel, da se ti bo smejal, da boš to untret. Pozabiti na te zunanje dejavnike, pa iti svoje pot. Narediš, tvegaš, pa včasih izpadeš bedak, včasih pa neki rata. Ne? Ampak v vsakem primeru, če si naredil nekaj srca, če ti stojiš za tem, meni je to v tem obdobju dobro. Meni so določene stvari, danes, ko gledam, bi jih naredil ful boljš ali pa ful drugače za nazaj, ampak sem še vsem ponosen na njih, ker sem se iz tega razvil v to, kar sem zdaj. Ne. Pač v tistem trenutku si tak delal najboljš, kar si vedel najprej. Tako je. Je pa pri nama tudi to, da smo mi Stjašo skupaj, a ne, po eni strani je malo, je oboje, malo je omejitev, ker je vedno, a ne moraš gledati, da je obema ok. Se rih to, a se vedno strinjata pa vsem? Ja, vedno. Mislim, vedno se morava, če hočeva dati to zadevo ven. Ko je zadeva zunaj, veš, da sva oba za tem. Ja. Ok, super. Ampak tako, ko pa delaš, je pa, a veš, more biti neki, ne more biti komad, da Tjaša zraven stala cel komad. Ne more imeti vsak neki zadelati, more se nekaj prepletati, tako mora biti neka rdeča nit, da sva vse midva. Ampak je pa še več svobode, ko imaš pa Tjaš in vokal, je pa dober, ko se lahko malo poigraš s tem. Ja, pa tudi zaneseš se lahko. No. Na mrskej, to veš. Super. Ja, tukaj to bo Tjaša že, to bo dobro. Superca. Ne dvomiš v to, a ne? Ja, pa določene stvari bi bile, a ne, ona ima in velik razpon in tako, pa si manj omejen, kakor če bi, a ne, mogel v eni oktavi delati recimo eno melodijo. V bistvu imata ful svobode in tle v vokalu in v tem, kaj ustvarjata. Ja. Na vseh področjih. Ja. V bistvu. Kaj sta se tle v tem procesu skupnega ustvarjanja tako naučila drug od drugemu? Jaz sem se v Tjaši naučil to, da je v bistvu, da se ful manj ceni, kot bi se lahko, oziroma da je ful bolj rezervirana, kot bi bila lahko. Tako da ne ve, kaj v bistvu, česa vsega je ona sploh sposobna in koliko po nepotrebnem ima določene komplekse ali pa imposter sindrome ali pa kaj. To so se naučil. Da jo moramo malo sprostiti. Ja, okay. Čekaj še enega rukent pred začetkom. Mene je pa ful dobro zdela na tej recording session turneji, ki jo imamo. Glih v bistvu to, kar je prej rekel, ne, pač da si moraš večkrat upati, a ne pač te stvari, tudi če pa lahko obstaja možnost, da izpadaš ali debil ali tako, pač on si je zamislil, a lahko in si to lahko. Pač si je zamislil, da bi rad toliko pač folka, ker zdaj je ful veliko ljudi na teh koncertih, da bi on naredil to, kar so naredili Perpetuum Jazzile, se pravi tista, veš, veš ta drž Afrika varianta, ne? Da bi on to pač probo s folkom, ne? Jaz sem bila na začetku pa daj steki, kvaj stav, pač to je in kva če ne bojo sodelovali, a ne, jaz grem takoj, kva če ne bojo sodelovali, kva če ne bo dober, kva če boš izpadel debil. In on je bil tako, ne, to bom jaz spelo lepo, pa tako. In je izpadal tako dobro, zmeri izpadal tako dobro, a štekaš. In on je tako, to je na mojem bucket. No, dvakrat, zdaj je izpadal dobro. A ja, ta stvar zmeri izpadal. Sem mislil tako zmeri vse ideje. Ne, ampak tako mi je bilo všeč, ker je kljub temu, da je obstajala dost velika možnost, da bo kar neki, je šel in si je spomnil in ga gledam tam vmes med tem, ko on to dela in kaže folku in ima tiste oči take, vse vesele, pač. In on si pač izpolne željo, zato pač, ker si pač lahko in si upa pač to narediti. No, tako, jaz bolj to vidim neko inspiracijo, no, da... V njemu vidiš navdih. Sigurno, ja, pač mislim tako, da mogoče ne navdih, ampak zgled.
da si bo mogoče tudi jaz kaj več upala v lifeu. Ful lepo. Lepo, da se tako učite eno drugega, pa vidite dobre stvari. Ja. Kaj pa vama pomeni pol ta odziv ljudi, ki pridejo na vajne koncerte, pa kaj vaj podpirajo? Ja, ogromno. Ful, ja. Kako bi to opisala? Težko. Mi da smo kar malo en fenomen, kar se tega tiče. No? Pač Barnava, ki vprašava, kdaj na koncertih, ne vem, kdo od vas je tukaj vsaj drugič zdaj na najnem koncertu. Meni se zdaj le zdelo, da so vsi roki. Presežem, tako ogromno ljudi se vedno znova vrača pač na najne te projekte, ki se zmislila, pa sva imela baby shower, turnajo predporodniško, pa sva imela zdaj to recording session, pa sva imela Cankarja, pa sva imela, ne vem, prejune koncerte, ki so naj v bistvu nekako postavili v to koncertno sfero, ali kako bi rekla. Pa v nek tako. ta status, da nam zdaj vsi govorijo, da razprodajajo skozi. In je to lepo, ker se nam zdi, da se pravi, midva sta prej res na ful porokah pela, tako res predporodniško je bilo res intenzivno. In tam sva spoznala toliko ljudi, pač, s katerimi smo se povezali, ali pa na teh tam malih akustičnih koncertih, recimo, da je ljudem všeč spremljati, se pravi, zgodbo dveh praktično nobodyjev, ki sta dejansko začela iz nič. Pač nama res ni bilo podarjeno, da bi nekdo, da bi naj jo kar sam pač postavil na sceno. Evo, to sta Uroš in Tjaša, evo, tle imata koncerte, evo, tle imata band, tle imata... Vse na pladnju vam ni bilo Nič, prvenšen. tako, tudi, ne vem, prvega albuma sva se lotila s crowdfunding kampanjo, zastopaš AdriFund, folk nama je... Mi to nisem imela keša, delala sva flat, vse sva tja zmetala. In pa so rekla, kako bomo mi da zdaj naredila album. Brez da se rabva fletu odpovedati čez en let ali pa tako. Album Vse pa to koštane. Itak. In sva šla AdriFund in sva rekla, lej, midva bi rada naredila album, lahko ga kupite vnaprej, pač ni še posnet in pol, ko bo posnet, vam ga pošljeva. Se pravi, samo obrnili smo vrstni red, se pravi, da ne da midva upala. Album v obratnem vrstnem redu. Nisva upala, nismo prepuščali na ključju v smislu, bova naredila, pa upava, da bo kdo kupil, da se nama bo to pol nekako povrnil, ampak smo šli v kontra. Pač dajte ga kupiti in mi, da ga bo posnela in ga pol pač pošljeva, ko bo narejen in je podprlo. Pač to je bil tak odziv, mi da sva zbrala še celo Jurija več, kot sva pač dala tam za mejo. Tako noro, res lepa podpora. In vem, takrat Matej Špehar je bil takrat nama vzor, on je tistega Birbulja takrat delal preko te platforme in on je bil tako, ja pač izziv je dati jajca na kako je že on rekel? Da daš jajca na mizo? Pa pač, a veš, ne bi vsi upali te kampanje, še zdaj mislim, da se marsikateri glasbenik ne bi upal postaviti, a ne na koncu. Ker tam je pa tako, to, ko ti postaviš mejo, a ne, mi smo imeli 10 jurjev za zbrati, in zdaj, če ti nisi zbral tistih 10 jurjev, se vse vrne nazaj ljudem, ti pa pušneš, vsaka transakcija je pa ne vem koliko, pušneš ti znar za transakcije in je nič. Na koncu ne samo, da nič ne dobiš, še v minusu si. Tako da so se pač... Tako da pač je, hkrati je pa še za ego. Ja, udarc. Ampak tako se mi zdi, da je ljudem lepo spodbujati, ker so najdel enega artista, recimo, ki je začel iz nič in raste in vlaga in se trudi in je vedno kaj novega in se mi zdi, da je en tak moj človek. Tako in so kaj na žlahtapi smo si jih predstavljali. Tako, veš, une dva imata pa spet tole, dej to bo, valjda bomo podprli, valjda bomo šli. In je tudi en tak... Je pa neke vrednote, se mi zdi, da nas vodijo podobne. Tako, najprej se mi zdi, da je bilo dost vse vzeto tudi skozi to podcukranost, pa da mnogim sva mogoče na začetku, da sva mnoge malo odbijala iz tega. Enim so veliko za to všeč, a ne, pa ni problem pokazati, da se imata rada, a ne.
drugi so bili pa mogoče Vsa sluzasta, ja. a ne, Pa zdaj ti preveč. slinovci, ampak pa so pa tudi videli, kaj pa kdo mogoče slučajno prišel s kom na najin koncert ali pa kaj, so pa videli, da ni pač to neko samo slinjenje pa neki, a ne, ampak da je še vse več kot to, da znajo ponuditi humor, da znajo ponuditi neke življenjske modrosti, da znajo konec koncev ponuditi Ranljivost. pa tudi nek na koncu party ali pa spodoben na nivoju nek muzički da dostava nek koncept, nek koncert na nivoju. paket. Ja, pač S ni tem, da da vedno tudi gledava k temu, ne, da ni. Obdala sva se tudi, a ne, kar se benda tiče, tako se mi zdi, da res vsak let toliko napredujemo. Mi dva imava, ja pač jaz lahko rečem, da imava enega najboljših bendov, muzičarjev pač v Sloveniji, no, zdajle pač. Ja, pa to tako, sploh ni so- prepotentnost, Ne. to je v bistvu, vse to tudi drugi nama priznavajo, kar se benda tiče. Nama je marsikdo faušstva vesela, da s takimi muzičarji sodelujemo, ker pol je tudi lažje marsikatero najino idejo speljati ali pa izvesti na taki ravni, kot jo pol. Tako da ja. Pa vi ste sploh povezani, kaj je ena družinica, ne? Pa ja, dobro se imamo, tako ni egotov, no, to nama je zelo, tako mi dva nisva egotriperja, no. Da se ne gremo dive. Pa da, Stremiva k temu, da se dobro imamo, vsi pač, da poskrbiva lepo za bend, nasplošno za celo ekipo. To nama je zelo pomembno, no, pač tako in Ja, ker del tega so na koncu. pomemben je, kako se ljudje počutijo ob tebi, no, pač, ker Absolutno. dajo tudi več od sebe, dajo pač tako in vsi imamo več od tega, no, tako. Rabiš pa čas, da prideš do tega, da se obdaš z ekipo, da vsi plujemo v isto smer, pa da sploh vemo, kje ta smer je, in tako naprej, pa da smo sposobni vsi pluti v isto smer, da vse to kolesje laufa. A pa Zdaj nimate imamo že res začetka pošlihtan iste dobro. ekipe? Določeno ja, določene se je pa marsikaj spremenilo. Zdaj imamo na vseh ravneh so ful dobro preskrbljena, bend vrhunski, ton, luč, Menedžer, management, pač PR. Ja. Zdajle smo res All Stars povsod- imava, Ja, na nivoju. No. Ja, Wow. tako da zdaj je res, a veš, So tudi navdušene. vrnce je bilo nazaj po porodniški, je bilo tudi z tega vidika ful lažje, ker je bilo ful manj na nama, ne, tako obdala sva se z ljudmi, ki so res profesionalci na Mislim, bilo vsak je na svojem. zajeban, kot svina, ne? Ampak vse lažje, kot če bi mogla te stvari sama še dodatno organizirati. a ne, Čisto bi če- bilo pa skoraj- To bi se nam pa zmešalo. No. Praktično nemogoče, po mojem. Samo bomo vsi pomagali, zdaj pa ste. Mislim, vsak je opravil svoje delo, zdaj sva delo malo Prerazporedila. razdelila. No, tako, Okej. prej je bilo Malo veliko na nama. No. Še zdaj je. Še zdaj je ful na nama, ampak zdaj je ful manj na nama. No. Tako. Ali pa če kaj je, mi dva poveva, nekdo zrihta. Super, In je to je kar. lepo. To je Imate ful pa fajn. lepe odnose in to je tako najbolj pomemben. Ja. Kaj vam najbolj osrečuje pri vašem delu? To je v bistvu poslanstvo nekako. Mislim, Ja. tako, če ste svoje komade predajate zgodbe, pa na koncertih delite te življenjske nauke, prav tako vidim kot neko malo drugačno poslanstvo. In kaj vam najbolj tle osrečuje? Jaz bi rekla, meni sigurno na koncertih mi je vedno tako, ja, vedno se spomnim, vreden je, pač, ker se pravi, to je služba visokih vzponov in nizkih padcev, no, ali kako bi rekla. In samo najbolj vzdržljivi preživijo v tem poslu, no, ali kako bi rekla, ker te padci so zelo intenzivni včasih, pa tudi kar dolgo trajajo včasih. Kaj misliš kot padec, naprimer, v tej? Ja, mislim, čist konkretno, če gremo sam na en mikro primer, je, se pravi, koncert, mi dva imava zdaj to z družino, ki ima majhne otročke in tako. Ne, pač, Zdaj se lahko sobotni primer. ja, ne, pač Domžale sva imela res tako, jedli so nama z roke, 1200 ljudi, stali so od dvorane, preden smo jih noč spustili, pa do drugega križišča v Domžalah. Tako res je bilo.
res je bilo fajn in koncert je dobro uspel, vse sva napovedala, sva Tivoli končno, tako res se nam je Euforično vse, zdelo, ne. da sva na vrh Res sveta, dobro. no, tako skrili. Praznično, tako. Ja. Skrili Wow. sva priletela domov, doma sva imela pa bolno tamačkano, dojenčico. In šla sva spat okrog polnoči in ob 2:30 zakuha ta mala, 40 vročine in ni padal. In jaz sem bila od 2:30 do 4:30 siguren, a ne tisti. Jaz sem, takrat se pa pol že umiriš, zaspiš si tako in meni je bilo, jaz sem, ne vem, Ja, pa pol jokala. še drug dan, pa Tresla nepi, pa se, ni prišla spat. na bruhanje mi je šlo od utrujenosti, Verjamem. tako res ti bi sam spal, sam naspal bi se. Fora je bila potem, da že na koncert sva prišla utrujena, ker je bila že prej bolna in je že prej slabo spala in je bilo tako. Je bilo že Nisi že na koncertu, nisem prišla 100%, pol pa je bilo še to in pol v nedeljo obane naspana, veš, tisti, ki nimaš več drugmu zadati, karkoli. Predobro Pač razumem. karkoli, nimaš pač več, ne moreš niti unga spasiti, ker pač vidiš, da je on tudi že v minus tolče, ampak ti si tudi v minusu, nimaš kaj dati. Hkrati In je pa še bilo- del zraven, mi da nismo mogla samo probati preživeti, ampak mi da smo mogla še narediti milijon stvari. Ker smo pa drug napovedali dan- Tivoli, a ne, drug se dan še je karto šla prodajajo. se pa začela prodaja kart, ja, za Aha. Tivoli in to je. In pol je bilo treba pregledati, ne vem, pa storije, pa kaj objaviti, kako je bilo na Valjda. koncertu, pa povedati ljudem, da grejo jutri karte v prodajo. Pa. Ni to kar tako, ne? Ne, kakor- res, imaš to kar delati. zdajle je bilo pač v 10 urah, sem bila jaz recimo na vrhu in sem bila tako, evo, zato to delam, to je point, jaz to hočem delati do konca svojega življenja. In v manj kot 10 urah sem bila jaz tako, jaz zdaj vidim, zakaj toliko žensk, ko postanejo mamice, pač neha se iti šel biznisom, ker jaz tudi nočem več. Jaz se tega ne Pač grem. jaz se tega ne grem. In pač mi, da sem bila v 10 urah to je to, ne grem se več, pač to je to, pač Tivoli bo zadnji koncert in to je to. Pač res, res smo se o tem pogovarjali, pač, da res. bomo naredili. In to je se zgodilo v 10 urah. A ne? In to so te vzponi in paci, če pa gledaš v širšem pogledu, je pa tudi to. A ne? Pač, ti veš približno, kje se želiš videti, ali pa kaj bi si glede na input, ki ga ti daješ, kaj bi si mogoče zaslužil. Pa ne vem, pa ni to prepoznano, recimo, pa strani urednikov, pa strani oddaj, pa strani, ne vem, konc koncev, kdaj tudi publike, v smislu, ne vem, zakaj pa ta komat je meni padel, ali pa tako naprej. Ne? In pač brcati tudi takrat, ko Ne gre. ne gre, ko se ti ne obračajo stvari, ko se ti karte ne prodajajo, ko se ti, a ne, tako, najtežje je v resnici takrat brcati. a ne. In se mi zdi, da ogromno muzičarjev pač ne zdrži tega pritiska, ker je pa to pa grozen pritisk in na Takrat ego. najlažje klecneš, Itak. ja. In na ego, in na vse, tako da se mi zdi, da Je tudi to sva zgurala, ne, Ja. vsaj do zdaj. Ja. In pol za nazaj je pa fajn, ker določene stvari se takrat mogoče ne poznajo, a ne, ampak vseeno so naložba. A ne. Tudi to delo, ki sva ga takrat upravila, ki ni šlo, je bilo naložba. Tudi Se naložba naprej. v tiste komade je bila dobra, se pol izkaže, a ne, pa imamo določene ali izkušnje, ali rezultate, ki se kasneje pokažejo, kakorkoli. No, pač to veliko ljudi se mi zdi, da obupa takrat, ko je težko. In podobno je v karieri, tako kot je v odnosu, isto. A ne. Pač takrat, ko je lušten. A ne, pač, itak se ni vse problema, okej, ne, ne, ja. rožce nositi, takrat, ko si ti Kaj je redo? zaljubljena. Sam, takrat, ko pa enega najraje z balkona vrgu, je pa težje reči tu prost, pa rad te imam. Pa... ali pa pač isto vrst puško koruzo, v smislu, tole bo naj en zadnji dejt. Ja. pa pač po svoje. Preden gremo na tale navajen odnos, me samo še zanima, rekla si tudi včeraj, pa napovedala sta Tivoli. A dobimo kakšen namig, pa je bo ful dober, zdaj pa najbrž koga zanima,
kako bi to ubesedili, ful bo dober. Mi kupimo vsi vajno energijo, zato vemo, da bo ful dober. No, sej, in zdaj, poleg tega, da kupite najno energijo, si mi dva zelo želiva, da kupite tudi karte za Tivoli, zaradi tega, ker lahko vam damo en namig, in sicer to, da če boste vi kupili čisto vse karte, ki so na voljo, bova mi dva čist sam par jurjev v minusu. Ja, tudi to je. Ker že to vam lahko pove, da se greva Ja, ne delava iz zaslužka tega koncerta. No, ta koncert bo res poseben in z vidika scene, z vidika posebnih efektov, z vidika muzičarjev na odru, nas bo v tem ste klasičnem orkestru, kot rada rečeva, bo čez 20 ljudi konstantno na odru. V glavnem gostje. A bo to spektakel? Pač res bo, no. Wow. Tako, a veš, a si gledala na MTV-ju? Spektakel bo. Hvala, še z tega primka naredila. Ne, a si gledala na MTV-ju My Sweet 16? Kdaj jo dajo? A veš, tiska so se preseravali, pa 16 let je bila stara, pa je odprla vrata od bajta in je bila tako, Lamborghini, oh my God. A veš, tako, pač... razumem. Res, Oli, tako si nekako mi dva za naju. Se pravi, sam da nimava sugar daddyjev, že, ker bi nama pač to vse skupaj financirali. Ampak tako nekako si mi dva želiva in z gosti, in za sedbo. In, ne, to so pač najne mokre sanje. Izvajajo. A veš, to imeti toliko profi glasbenikov, take profi glasbenike, take goste, take tako in je, kako sem rekla, pač mi da greva v minus. Ampak zato, ker je to pač once in a lifetime. Pač ampak minus kljub vrhunskim sponzorjem zraven. Ja, veš. Da so se povezala s podjetji, da bomo lahko to speljali gore, dole. Pa še zmer bo verjetno minus. Ampak pač pustimo, to je stvar, ki se dela čist zaradi drugih stvari. No. Zakaj jo delata? Zato, ker lahko. Ja. Zato, ker lahko. Koliko ljudi ima pa dejansko šanso to narediti. Ful dobro, da ste si vzela priložnost. To je wow, res. In tudi pač zato ne želiva razkrivati, kdo bojo gostje in te stvari, ker mi je ful dobro, ker folk ne pričakuje ali pa si neke vtise naredi in pol pa če so tako Zdaj v Domžalah recimo par ljudi se nama javili, ko so bili prvič, a ne? In so bili odpihnjeni. Določeni tisti, ki so že prihajali, ki jih je bilo praktično večina, pa so vedeli, kaj pričakovati, pa še jim je bilo hočak. Ampak določeni ljudje so nama zdajle pisali spise, maile, v Wordu, po par strani pisma. Pač, kaj so oni pričakovali, čist nekaj drugega, kako so prišli praktično z dosti negativnimi pričakovanji, ali pa so prišli zato, ker pač so prišli, zato, ker so bili povabljeni od drugih ljudi. In kako so bili pa moški velikrat tudi, ne? Zanimivo, ker drugače najna ciljna publika je po socialnih omrežjih sodeč so ženske med 25 in 45. Ampak tukaj so pač nama se javijo moški, stari 50 let, da so jokali ob najni glasbi, ne vem, da ne morejo dati čustev ven, da se ne morejo sprostiti ob neznancih, pa da so plesali tam kaj najstnice. Kaj so sporočile? To je more pa ogreti res. Noro, no, tako nisem to je mogoče najboljši del najne službe, da se vrnemo nazaj na ono vprašanje. Mogoče je to, da imaš lahko nezavedno tak vpliv in to še celo dober na življenja drugih. V tem smislu je pa lepo biti influencer. Lepo biti influencer. Glede na to, da skupaj delata pa to, me zdaj zanima malo tako vajin odnos. Kako delujeta kot par pa sodelavca? A je težko delati skupaj? Je? Ja. A to tako kaj ločita? Ne. A sta skozi... Ja.
pač skozi sva v tem, skozi se nama prepleta, ker sva mi da mava v Kamniku, mava kliniko kreative, sva si prav najela plec, kjer Uroš ustvarja, kjer imamo skladišče za mrč, kamor pridejo drugi, ki jim dela komade, ki snemamo te pravljice personalizirane, bla, 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 v glavnem tam imava svoj plec. Ali pa vaje. Ali pa vaje, ja. No, in tam se velikrat pač je posel v ospredju, ampak se velikrat pogovarjava tudi o družini, pa o doma, pa kva bomo to, pa kdaj bomo k zdravniku, pa kapo nego, pa ne vem kva vse, medtem ko tudi doma v poslo se vleževa zvečer in on, jutri morava tole narediti, pa tole sem še razmišljal, pa tole imam na to dujo, sem sad, ko dej spel se, mi zdele bom zaspala, zastopaš ne govor mi o to-do listu, no, pač tako. Prepleta se povsod. Že 5 minut spiva, sun račun poslala. Ja, veš, pač tako da je prepleteno je povsod in ni vedno lahko. No. Sploh takrat, ko sta ta mali dve bolni. To je... Ja, to se pa res pozna. Pa res pajovcih je to še toliko težje. Pač, če si ti na nekem šihtu, naredijo nadomeščanje zate in čau, pač ti se vrneš, ko se vrneš. Tlete pa nič ne čaka, noben te ne nadomešča in je ful težko. In vaju vse počaka, ne? Če naju sploh, a veš, v bistvu naju niti ne počaka, to je problem. Določene stvari, kot so špili, pač so, ne vem, sva špilala tudi že iz Gripo sem že igral koncert, pa zlomano ključenco, pa ne vem, kaj vse. Pa tudi tam mali dve sta bili že bolni, ko sva mi dva mogla na špil, to je tudi grozen, sploh meni je sem... Kako ti to sploh uspe? Razpadam do koncerta in pol sem na koncertu fajn, sem tako, joj, to krado počne in pol se spet razpadam dol. Pol sem domov, če pa najbrž. Ne vem, zame so te stvari sploh ti ne pozabiš, a ne? Jaz recimo... Ne, sem se zdaj naučila. Jaz recimo imam to, jaz ne morem... Včasih ne morem sam na eno stvar misliti, zanimiv, včasih pa ne morem na 6 stvari naenkrat misliti, ko bi pa mogel. Ali pa tako, recimo jaz na otroke v tem smislu, če so bolni, jaz na koncertu na to ne mislim. Sem preokupiran z vsem, kva imam še, kva bo pol, kva imam zapovedati, česa ne smem pozabiti. Hkrati pa še začneš uživati, pa ko not padeš, pa koliko se imaš fajn, pa ko te ponesejo ljudje. Pa sploh, si v momentu. Zame sploh nič drugega ne obstaja takrat. Ne, jaz si v bistvu pa ne dovolim pomisliti, jaz bi pa kar tam gor razpadla. Tako da pač jaz pred začetkom koncerta sem skozi tam z glavo še tako meni, ko grem gor, naredim klik, pač ni jih. Ne obstaja, ker če bi to, jaz bi kar razpadla. Sploh pa uspavam, ki tam... Pika nima otrok. Ja, jaz imam alter ego, Piko. Kako se že piše Pika? Zdravo. In pa sem pač včasih... In ona nima. Včasih sem Pika, kam je bed. To je zdaj ena od mojih teh, veš, da si malo več upam. Ja, super. Pa sem si pol najdla Piko in pol gre Pika. Se brukat in če se zbruka, se Pika zbruka. Ja, Pika. Ja, sami gre dobro. Ja, včasih, zdaj sem nekaj bolj. Pika mi je dala ta mala ime, veš, ko se igramo, jaz sem Pika, on je Levon. Ja, jaz sem pa Levon. Ja, in sem pa kar malo po... njena otroka. Ja, si pa porihta. Kaj je Levon. Ja, super, Levon. Kako ohranjata to love bird energijo? Čaj. Ker to je nekaj, kar moraš, veš, ohranjati, ne pride to samo. Se mi zdi, veliko ljudi misli, da dobra zveza kar je, ampak v bistvu je pa veliko dela na tem. In kako vidva, kako vam uspe delati na odnosu, pa rešiti te izzive, kljub starševstvu, kljub karieri, kljub vsemu. Tako, real life. Težko. Predvsem je pomemben, da se zavedava teh obdobij, da pridejo pa grejo, pa da sva... Tako velikrat se znajdeva v nekih luknjah, ki bolj misliš, da je vse črno, pa da sploh ni več izhoda, pa da je tako, zdaj mi dva imava res najtežje obdobje ever, no. Pač imava toliko majhne otroke. V določenih stvareh najlepše. Mlajša je 1 leto bila glih, starejša bo pa letos 5. Že 5, wow. Ja. Novembra. Novembra bo 5, ja. Tako da... In super ta male, zastopaš take legende. Najlepše in najtežje. Britne, pa tako legende, face, a veš.
Pa zdrave, predvsem tudi to, a veš, v smislu, ne, nimamo nekih teh... Da nekih rabiš skozi nekaj. hujših, Ja. ne vem kakšnih stvari, ali pa že alergije te lahko recimo ful prizadanejo tvoj življenjski slog, ne. Tako Tako da v to tem imamo malo smislu srečo, ja. zelo zdrave in tako. Ampak ja, je pa... Je pa neki biti zaljubljen, neki se imeti pa dejansko rad, pa biti pripravljen neki potrpeti za enega človeka, pa da ti res nekdo. Tako taka obdobja iz tebe izvlečejo včasih najslabše. No? Res je. A veš, kaj mislim? Vem, Tako, kaj in to je, in zdajle s vami dva v tem obdobju, ki to najslabše večkrat pride iz naju. In v smislu starševstva, in v smislu partnerstva, in v smislu dela. Pač, in vsa področja hkrati trpijo in hkrati cvetijo. No? Pač, tako isto tle so te vzponi in paci. No? Lih te 3 obdobja, ki si jih naštela, so pa v bistvu, pa še mogoče ne obdobja, segmenti, Področja. recimo področja. Ja. Pa mogoče še skrb zase, pa za Ja, pa še itak. to, ja. svoje odnose s svojimi ljudmi. Vedno si moraš zbrati, pač, katero od teh področji boš pač dal na stran. Eno skozi trpi. Ja. Ne, in pol je sam zdaj na tebi, da kolobaraš, da zdaj leta, pač da tistega, ki je najbolj zanemarjen, porajtaš, pa da ga spet Ja, zdajle se obujaš, bomo malo pa naspali. poskrbiš zanj. Ja, ker drugače ne gre. Pač. Ja, Malo zanemaraš prijatelje, malo zanemaraš šiht vmes, malo lik zaradi šihta zanemaraš familijo, da tako rečeš, a ne se to razumem. tako sliši, ampak a ne, če imaš otroka bolnega, ti greš pa na špil, ti lih tako počutiš, da zanemarjaš familijo, a ne, ampak v resnici je pa to šihta, ne, tako kakor, a ne, pač to prinese kruh na mizo, to je tako kakor drugi Kako je ljudje. kjerkoli drug šiht. Ne vem, nekdo, ki je pa reševalc, je pa reševalc, nekdo je gasilc, nekdo je pa na bank dela, ne? Ampak vsak mora pač iti v službo pa oddelati svoje. In kako pol, kaj se veliko pogovarjata, kako pol seriti ohranjata v vsem tem? Ja, mislim, se morava pač na neki točki, a ne pač, ko zagusti, ali se pač različne načine ima, tudi midva, veš, kako se lotevati konfliktov, ali pa a ne, en se umakne, drug bi takoj razčistil, en bi, a ne tako in je. In že tle je tudi, tako da pač na koncu dneva pač najdeva... Doskrat naj tudi obveznosti prisilijo v to, ker se pač moraš zmeniti, a ne, ko bo zdaj šel vas nadrkan. Na špil, ja. Valjda. Tako je se začutila ta energija, če je videla, da sta ok. Ja, tako da nekako pač se trudva, nisva uspela še v tem, no, pač, da bi rekla, da sva... Da bi imela zdaj za predati recepte. Ja, no, Mata tako. pa občutek, da nekako skupaj rasteta čez to. Mislim, ja. Ja, Upava, da nam bo tako. uspelo. Tako, ja. Garbava, delava. Pridna sta. Tjaša, ti si tudi včeraj, ko si objavila ta video, si rekla, da si prišla s terapije. Pa me mogoče zanima, če ti je to udobno deliti, kdaj si začela s terapijami, pa kaj je bil v bistvu vzrok? Se sva skupaj začela v bistvu. A sta skupaj? Ne, jaz sem že prej, po koroni. si že ti prej, fakt. Po koroni sem jaz Sem že že pozabil. imela prvi svoj tak cikel. No. Takrat je bila izgorelost, v bistvu tista, ki me je pahnila, recimo, da bi si mogoče pa poiskala nekoga, da bi se večkrat pogovarjala o teh stvareh. In takrat se spomnim, da sem marsikaj že odkrila ali pa pač dobila kakšen inštrument, kako se spopadati z določenimi vzorci, ali pa kako jih izkoreninjati, kako prekiniti kakšno stvar. Pa tako pa sem videla, da mi je dobro delo. Potem je pa v bistvu terapevtka šla na bolniško in pa se nekako nisva sva mogli pač prekiniti ta najna srečanja in potem sem bila malo v bistvu sama sebi prepuščena, pa sem videla, da mi gre v resnici kar fajn. Tako in zdaj, ko je pa spet usekalo tole vse iz vseh področji naenkrat je preplavilo, sva pa oba v bistvu ugotovila, da naj jo preplavlja in da rava pač nekoga mogoče, ki naj jo bo probal dati ven iz te, ki imaš v tej luknji ali pa spirali, jaz rada rečem, ki imaš res občutek, da ni
več izhoda, no? Tako, v smislu, da so pol samo še neke radikalne odločitve, rešitev. Pa je Teba je uvod malo na tej poti. Ja, pač tako, v smislu, dober. predvsem razumeti vzorce, zakaj do sporov Do česa prihaja, pride. zakaj so najne reakcije take, kot so. Ne, pač tako, in mogoče odpiramo teme, ki nimajo v grobem nobenega smisla s problemi, ki jih imamo zdaj. A veš, ampak se vračamo nazaj v otroštvo, v mladost, v tako in razne vzorce probamo Predelati. tam poiskati, oziroma pač saj že tako je lažje, če ti res Zavestaš razumeš, kakšne stvari, ja. zakaj on tako odreagira, ko ga soočiš s tem, ali pa zakaj jaz tako odreagiram, ko mene sooči nekdo z nečim drugim. Ne, tako, in je lažje stopiti nazaj in reči, ok, tole zdaj ni osebno, to je pač ta. To je samo to je zdaj situacija, ta ki se njen dogaja. respons, ok, dajmo čez to iti drugače, ali pa pač z malo več razumevanja, in se mi zdi, da lažje. Bolj razumete sebe. Mislim, najbrž, sigurno a ne? bolj kot pred enim letom, bi jaz rekla. No, Ja. tako. Ful Pa jaz sem dobro. bil Oziroma včasih, še se mi zdi, dost do tega tak mal, da nisem, ne vem. Klasičen moški do terapije. Ja, najbrž. tako, nisem bil nikoli to je kar neki, ampak sem bil tako you do you, a ne tako. Ja. Jaz raj, kjer ga skadim ali pa kjer ga spijem, pa a veš, ne. Razumem, ja. Ampak pa še to košta zmera, veš, pa to. Ampak pa si tako, ne. Si prej poiskal izgovore, kot Ja, milijon tega. Ampak zdaj pa v bistvu ugotavljam zmer bolj, da je kar treba malo kopati po samih sebi, pa iskati te zakaje, pa zato je, ker je ful, na koncu, ko določene odgovore dobiš sam iz sebe, na koncu jih sam poiščeš, se ti jih ne pove on. Ja. Ampak ti si osvobojen marsičesa, tako, ker sploh nisi vedel, da te uklešča, pa utesnjuje. Jaz sem pa sploh nek tak, se mi zdi, da otrok tesnobe, tako. Jaz sem totalno, kakor sem najbolj sproščen človek na svetu, po eni strani sem najbolj nevrotičen, po drugi strani. Grizam nohte, kadim, pijem, pač ne znam živeti normalno sproščen, ampak po drugi strani sem pa skozi sproščen. Tako da je zanimivo to najti razloge, zakaj si tak, kaj te je do tega pripeljalo. In se mi zdi, da zdaj, ko se mi dva tudi pogovarjava, dost odprte je o teh stvareh, ugotavljava, da si vedno več ljudi poišče tako pomoč, in po moje, da bi bilo drugače zdrav na državni ravni imeti za to poskrbljen in to stvar vključiti nekako v splošno zdravstvo, da bi nam to, da bi v bistvu vsak človek bi mogel imeti enega, s katerim lahko predeluje svoje stvari. Po moje, da bi bilo tudi ker človek potem v odnosih na šihtu boljš deluje, zdravje ti boljš dela, ker psiha vpliva na tvoje zdravje in tako naprej. Pa ironično je najbolj tisti, ki se najbolj otepajo v smislu iz tega, da rabim bioporno, najbolj rabim. Tako da ja. Ful sta pogumna, no, hvala, da ste mi to povedala, pa da ste se odločila za ta korak. Ne vem, da so se lahko varno počutila. Veš kaj, na začetku nisva drugače o tem tako govorila. No? Tudi domačim v resnici ne. Sva rekla, da grejo na sestanek, ker sva rabila vlaščito za ta malo. Ker nama je bilo malo... Nisva vedela, kaj bova dobila nazaj, nisva se hotela s tem ukvarjati. Ja, ampak zdaj, ko pa vidva, da se zadeva deluje, oziroma da gremo v pravo smer, nama pa v bistvu ni neroden povedati. Pač. Tako je, a ne, če nama pomaga, zakaj pa ne bi, da bi še nekomu. Ne? Itak, ne, čisto je razumem, ker mi z mojim partnerjem sva tučila in čisto razumem te vidike. No, veš? Vem, točen vem, ker imaš otroke, sploh je ta overload vsega in pol, ko greš na en tak pogovor, v bistvu ugotoviš, da nisi en proti drugmu, ampak proti situacijam. Ja. In pa, ko to usvojiš, si tako, ok, sam še ena situacija, dajmo to tako z docuni pogledati, pa pol je lažje, se mi zdi, če bi folk šel tako pari, da bi šli na terapijo, manj ljudi bi šlo na razen, ker bi se boljš razumela. Ja. Pa da greš dosti kmalu. To je tudi
To je tudi pomemben. Da zelo kmalu prepoznaš te vzorce, ki enkrat čist Ko se ti razpade. enkrat odločiš, pa ki že nič več na Je džabe, pogorišču ne. je težko. Iskati se najdete spet sigurno. nazaj. Ne? Ni pa ne Ta mogoče. pravi čas, ja. Ampak ja, to sigurno, ja, da pravi čas. Ampak dostkrat je težko, no sploh vem, da ženske zelo jamrajo, da je desce težko spraviti Ja, na terapijo. Ne? Pač, da marsikdo bi poskusil, ampak da težko pridete tja. ne? težko je spraviti do tja. Tako da lih zato so te tabuji razbijanje je fajn. Hvala, da ste to delili danes z mano. z veseljem. Pa pridemo še do ene dimenzije, starševstvo. Kako doživljate vidva starševstvo? Ja, vam so že povedala. Ja, Ta Marta, bedne ti. stvari so že povedala, zdaj pa vam še ta lepe. Ne, meni je izredno lepo. No. Pač, ta male dve sta res sta fajn. Tako mal ne bi tudi preveč o njima razlagala, ker se dogaja v smislu, tudi če ne pokaževa njunih obrazov ali pa tako, znajo ljudje vseeno biti zelo vsiljivi ali pa tako. Kakor vam Ne, je- hočem tako reči, da Mogoče pa lahko lih v tem, kaj poveš. mogoče ja. Kaj je zanimiv. Mislim, zanimiv, hkrati pa je treba kaj o tem povedati. Tako, jaz sem ful mislila, da sem jo zaščitila na spletu, v smislu ne objavljala njihovih obrazov. A ne, tako. Ne vem, sem pa pač objavila video, ko sva pekli kruhke takrat za uno dobrodelno akcijo od Radia 1. In da je ona se je sama spomnila, da bo pač ta denar, ki ga bo zbrala, bo nesla pol na Radio 1. a Ne? In se mi je Za tiste zdelo, otroke, ki nimajo ki nimajo A veš, denarja. koliko lepo. Pač tako se mi je Res zdelo, no, noro. dej pa, a ne. Te podprema, ne? Zdelo se mi je fajn, zdelo se mi je lepo, pa zdelo se mi je, da ne posegam v njeno Zasebno. neko zasebno. Pač tako, da je to taka stvar, ki ji ne bi bilo bed zaradi tega, nič ni bilo posebej izdanga, niti nisem pokazala obraza. Ampak. Pa so šli pa zadnjič v trgovino, mi dve skupaj, in pride ena gospa na parking in reče: Ja, Lori, a ti mene poznaš? Pa jo objame in sem mislila, ne vem, v vrtcu se velikokrat menjajo, kakšne zaposlene, pa nikoli še nisem videla, pa sem mislila, ok, pač to je boh ve, najbrž je kje v vrtcu videla. In Lori je bila pa sam, tako, bilo je neroden, tako ona da zmerka je neroden, da tako glavo. Pa sem si isto mislila, pač zgleda, se ne poznata tako dobro, pa je zdaj malo bed ali kva, ne vem. In reče, veš, jaz pa spremljam, sem na Facebooku videla, kaj je mamica to pa to naredila. In pa sem rekel, aha, vidi, se ne poznata. In ona tako, ne, na Facebooku vas spremljam redno. O moj bog, pač. In pač objela, jaz sem pač mislila, da se res poznata. Ja, Znaš, a ne? tako res v osebni Razumem. prostor ti vleta, Ja. ampak tako ni to edina situacija. Ne, Tako se okej. zgodi. In Pa s tem, pol- da vidva res malo otrok No, objavlja, a da ne? skoraj nič. In ali pa ne vem, ko pride, Lori, take lepe kravžljčke imaš. In pa Lori tako, Zakaj ona kdo je, mene pozna? kako ona ve, kako je meni ime, zakaj ona mene pozna. Sem tako, fuck, sorry, ne vem, kva ti ne zdaj rečem. Itak. Tako da mi, da so res, kar se te stvari tiče, Tako da bova probala biti še bolj še konzervativna manj. v tem smislu. Ja. Ja, no, ker je res, pa vem, da Slabega nobeno res, to seveda. srečanje ni izhajalo iz Ja. slabih namenov. Ampak vseeno pa ne pomislijo ljudje, kako je biti otroku, ki ne razume teh, tako že domačim, včasih, a veš, se manj vidiš, pa se vidiš po Facebooku, pa pride babi pa reče: Ja, Lori, sem videla, kva si zanč lepo narisala, v chat pošljem, ne vem kaj. In ona tako, kako ti to veš? A Ne, Ja, pač, ja. ne razume Ne povežejo otrok, tega. da imamo mi Itak. chat družinski, kamor Itak. jaz ful ponosno objavim nekaj, a ne pač tako oropamo jih teh doživetij. A ne, ali pa teh izkušenj, da sami nekaj povejo tako v resnici. To je res. A ne, nekdo na drugi strani ima občutek, da jo pozna. Ne, Ja, in je da pol že tako. No, triki. tako bi rekla, no, da je včasih so ta socialna omrežja. Ali pa ne, tudi za družino, a ne pač v bistvu ful dobro, ker ostanemo nekako povezani, po drugi strani pa ne ostanemo zares povezani, če se ne vidimo v živo, pa da a ne vidite pa na par mesecev. Tako da ja. Ni resnic druženja, ampak je sam pretok informacij. Tako, Ja. medtem ko do tam malih pa ne pride ta pretok. Ne? Ja. Tako da, Ni te povezave. Na srečo. Ja. Ja, Drugače. včasih, ja. Ne, na srečo mislim v tem smislu, da nimajo telefona. Ja. Tako, no. Tako da je pa lepo, je pa osvobajajoče tudi z vidika vzgajanja. Jaz ogromno enih
nerazrešenih stvari skozi svoje otroštvo, mi je tako en tak namen, purpose imam zdaj z vzgojo, da izkoreninjam tiste vzorce, ki niso bili fajn, že generacije nazaj, in sem na nek način jezna, pa ponosna na to, da sem jaz tista, ki bo to naredila, no? Pač zavedno. Tako da. Ampak predvsem si lahko ponosna, ker te stvari so težke. Ful, Sploh To za sem pa mamo. jaz ne. tudi ponosen. To Ja, se no. res. Ja, tako da. To je pa v bistvu ena stvar, ki je v starševstvu najbolj zajebana, da ti Res. si sposoben prekiniti vzorce. Ker si ga ful dobro naučen, ker praktično Ja. ne znaš drugače. To je ne. edino, kar znaš, ker ti je bilo Tako. položeno v zibko. Tako. In najlažje je reči, sej sem jaz tudi tako. Ja. A ne, ampak ful težje je pa reči, pizda, Tudi, ampak ni jaz sem cool, pa a ne. drugačne. bom Mogoče pa pa jaz nekaj spremenil, a ne. Ampak to je pa del. To je pa To je del, ful ja. del. Mentalni ful predvsem, sam s sabo imaš borbe. a ne. Ker v bistvu ti vzgajaš otroka, hkrati preuzgajaš Sebe. Sam sebe in medtem, ko reguliraš otroka, sebe reguliraš, ker bi ne več v glavnem. Res, Saj včasih je preveč in se mi Je zdi, pa da. dobro, ker se začnejo rezultati kazati Ja. tega, a ne. Je pa feeling Ker letiš. neopisen. No. Res. Ja, res je. To Lepo. pa je. In je dobro, da se kašni že zdaj Da so že kažejo, da vidni, ja. nimaš občutka, da pač veš, proti vetru ščiješ. Ja. Kako pa punčki doživljata vajno glasbo? Kako vi gledate čez to? A ima zapojeta prej, ko Zdaj že boljše. Zdaj je že boljše. Ja. Sploh ta mečkana, ona ima en svoj dance move, ona ima tako rokice in bolj. Tako pleše. Medtem ko Lori In pa. ima zdaj ta nikoli prestar, ta To zadnji je singel. njen Ona ga je poznala, ko je bil še samo demo, recimo, in že od takrat ga voli in ona skozi. Danca. Ja, ona tudi, ko je sam tišina v bajti, ona pokaže, ajde, fotor, deva. In podaš to muziko in ona. In vidva Legendica. dansa pol. Tako da njej dogaja, ne vem, kako bo pol, ko bo odraščala, ampak ja, Ta te veliki pa starejši nekaj časa ni bilo, je rekla, da je čudna muzika. Ja, da noče Najina. tega poslušati. Tudi zdaj za koncert je Uroš, drugače meni, ne bom to tim pol rekel. Čeprav je pa, zdaj se mi zdi, da pa tudi ta velika ima rada, pa že poje zraven, pa pozna besedila. Pa to, Lepo. tako da smo jo spravili not. Vključena je v ta proces zadnjega albuma, dajmo tako reči, no, ki ga preposlušavamo veliko, pa tako. Ja. In tiste, ki pač posluša z nama od začetka, tiste so ji zdaj tudi poznani in jih zna in jih poje. Tisto, kar je bilo pa prej posnet, Ne. ne bi mogli biti bolj vseeno. Res. Tako je to dober reality check. Je. Veš, ko priješ z koncerta, si tako, wow, kako je bilo dobro in ona je tako, daj mi čokolino. No, Pač ja, backup imamo, da veš, Ja. nimaš Dobro, časa. ja. Ok, pa smo v bistvu pri koncu teh mojih vprašanj. Imam se za vsakega posebej 3 vprašanja, pač so ista, ampak pač te jih odgovorite Okej. vsak zase. Ok, se pravi, kaj je bila tvoja največja lekcija do zdaj, pa kaj si se iz nje naučila? Pojme. Če jo ti slučajno že veš izstreliti, jo lahko A izstreliš. veš, da je bilo zate vprašanje, pa nisem sploh zdaj le poslušal. Za oba je rekla, da je vprašanje, zdaj ja. ga bo vsak posebej odgovorila. Kaj je bilo A še enkrat, vprašanje? Še enkrat. kaj je bila tvoja največja lekcija, pa kaj si se iz nje naučil? Aha, lekcija. Kaj, a v karieri, a v življenju? V življenju, življenjska. Lekcija. Oj. Ej, se če je pretežko, mislim, je malo za razmisliti. a ne? Ja, tle boš malo pauzice naredila. Moja- Ni panike. Mogoče je moja največja lekcija v življenju še zmer balans. Poiskati balans. Ja, v vseh stvareh. In to, da skrajnosti nikoli niso odgovor za nobeno stvar. Skrajnosti kot. Skrajnosti v vseh pogledih. Okay. Lahko gremo v politiki, lahko gremo v glasbi, lahko gremo ampak spet, a veš, tudi v glasbi imaš določene skrajnosti, kot so, ki pride do že določenih nasilništev ali pa, a veš, ne, pač Razumem, isto ja. so skrajnosti, obstajajo.
ki niso kul. Imamo skrajnosti v vzgoji, recimo. Ni dobro, da v štepu tam avga, ni pa dobro tudi, da mu boš vse pustil. A ne. Ja. Nikjer in v ljubezni niso kul skrajnosti, a ne. Skrajnost je recimo ljubosumje, skrajnost je pa tudi, da ti je popolnoma vseeno. In na vseh nivojih se mi zdi, da je moja največja lekcija, pa hkrati tudi neka težnja, h kateri probam stremeti, balans. Okay. Tudi konec koncev, če hočeš droge, recimo, a ne, alkohol, recimo. Zmernost. Zmernost, ja, se pravi, nič ni narobe, če ti ampak enega spiješ, a ne. Če se ga boš pa nalival, da boš pa Vsak dan ga nalival, pa da manj. boš pa vsak dan pijan kamavra, boš pa po moje malo jedra v škafu zraven nosil, a ne. In pač Razumem, ja. povsod balans. Ok, balans. Meni je bila pa minljivost lekcija, mogoče to z mami. Se pravi, ko je leta 2020 je umrla za rakom, pa je tako, no, dost še neizrečenih stvari ostalo, dost neizpolnjenih stvari ostalo, misleč, a veš, ona je mislila, da je nenadomestljiva v službi in pa se spomnim, da je bila v roku 3 dni je bila že nova ženska v njeni pisarni. Pač nisi, oziroma miselnost, da si nezamenljiv na področjih, kjer v resnici si, a ne, in tam, ki pa v resnici nisi, kot je pa recimo družina, da tle pa najlažje delamo neke kompromise. No? Pač Res, tako, ja. da V smislu, to bo že počakala, ne? to, no, Ja. pač se mi zdi, da je materinstvo skozi izgubo mami, da mi je dal neko novo perspektivo. No? Tako, v smislu, da Wow. tle sem nezamenljiva, mahte mi kar na jok. Ja. Vsod drugje sem zamenljiva. Wow, ful si lepo povedala in to je čisto res. Ja, pa Uroš in Tjaša si tudi nezamenljiva. Lahko bi najdel eno Tjašo. Ne, pa ne take tjače. Ja, ja. Uroš in Majda, to ne gre. Ne. Kaj pa je vaš najlepši spomin, tiskaj vam zmeraj greje pri srcu? Kot od naju dveh. Tako pač, ja, lahko od vaju skupaj, ja. Ali pa vsak posebej, kakor želite. Meni je Ogromno. Bali, mene vedno vrne me na Bali, oziroma na Gili Travangan. Leta 2016, to je bilo najno prvo potovanje, ko sva sedela ob morju, takrat je bila še taka restauracija, ker so bili stoli še ob obali in dejansko ti je morje zalivalo tako nogice, tako čisto tako. In tam sva si na takem velikem ponku, je bila tako taka ogromna tuna, tako čez je ležala in so bila tako, tako zgleda tuna, tako res sva bila mladiča, še nič nisva vedela o lifeu. In jaz sem bila tako, to tuno, pa že en steak bom. Tako, in se spomnim, da sva sedela tam, samo svečka je bila, tako ni bilo veliko folka. Ena mucica oranžna je sedela za mano na stolu in sem bila čisto srečna, da je mene en maček zbral, zastopiš, ker ponovadi zmer druge okrog mene zbere. In mi, da so tam jedla večerico in zdel se nama je, kada sva zadela na lotu. No? Tako, takrat sva res šparala, da sva šla na to potovanje in je bilo tako, no, mene zmer, ko imam en happy place, grem kje. Wow, super. Ta. Zanimiv. A si prvi slišal, da je to? Ne, saj sem bil zraven. Ne, za happy, da je to ni happy place. Ja, to pa ja. Sicer zanimivo, da lih tudi naslednji komad govori prav v Gilitiju. In so tam tudi spot posneli. To mi je pol. Zdaj prehaja Maja. Sem bila že 3-krat tam. Ja, vse je to kar nek najin happy place. Aha. Ampak zdaj sem čisto spontano, ko si rekla, ko sem malo po brsku. Moj je pa mogoče, jaz sem iz Podgorja pri Kamniku in zraven Podgorja pri Kamniku je križ in tam so ene razvaline, en križki grad, mi rečemo, in tam je ena ploščad. In jaz sem pač tak kreativen človek in za prve dejte, ko sem videla hodila, jaz sem enega prijatelja naštimal, da mi je zvil en jointek in sva šla in sem šel po sladkarije
na Petrol. Čokoladno mleko, pa Kinder Maxi. Tako, in sem se usedel v mojega polota in sem odpeljal moje smeti do Tjaše domov in sem jo pobral. In sva se odpeljala na Kriški grad, vzel sem dekco, eno za podrati, eno za pokrit. Wow. In dol sva gledala v daljavo, kadila jointek in se pogovarjala. Ja, vse to je bilo takrat. Ja. To smo bili V redu mladi. je, v redu je. V glavnem, ker zdaj smo pa pač stari. A ne? V glavnem, Ne se me ne moti. ampak hočem reči, da to je pa mogoče en moj, če hočeš poiskati en spomin v moji glavi, ki imam vedno tako. Wow. Je pa mogoče ta. Ja. Ma fulepo. Ja. Hvala, ker ste to delili. Pa še eno vprašanje, če bi se lahko vrnila nazaj, pa dala na svet mlajšemu sebi, kjer bi to bil? Mogoče bod manjši šupak, pa naj te ne bo strah, če te bo kdo zasmehoval za stvari, ki si jih upaš, on pa ne. Bravo, res, lepo. Jaz bi pa rekla, da je dovolj. Jaz sem bolj s tem težave, oziroma sem imela tako, da sem vedno stremela k tem perfekcionizmu in tako, da sem imela občutek, da sem nekaj vredna. No? Tako, da sem dovolj, no? Da sem sposobna, tako, te stvari bi povedala. Okay. In da bo vse kul na koncu. Hvala. Hvala vam, ker ste delili v bistvu cel pogovor z mano, pa ste bila res ful iskrena, tako da to ful cenim. Tako da smo v bistvu tale vprašalnik zaključili. Imamo pa samo še kartice. No, dajmo te kartice. Ja, no, to me... To so afirmacijske kartice. Okay. Pač jaz sem si zamislila, da na podcastu zmer si videla, jih premešite. Okay. Lih zadnjič je bila dilema, kam boš odložil, tako da zdaj sta dva, lahko jim pomeša, drug pa potegne. Zmer pride kartica nekako povezana s pogovorom ali pa tako, da nekaj sporoči. Na zber. A bi še tako naredil? Tako dvigan. Tako kot Jolija iščeš. Ja, ne vem. No, da je eno zber. No. Okay. In kaj zdaj? Kaj piše? Zaupam majhnim korakom. Zaupam majhnim korakom. Dejansko, Ja. veš, kaj smo mi dva štartala iznač. Pa v bistvu, ja. Evo. A zdaj še jaz moram? Lahko Ali še eden? zase, lahko še. Ne, no, lahko pa tudi No, no, daj. enega. A ja, ti moraš itak. Dovolim si rasti v svojem ritmu. To je pa dosti podobno. Ful dober. Hvala, Uroš pa Tjaša, ker sta si danes vzela čas. Res, Veseljem. meni je bilo Z veseljem. super. Tudi nama, v bistvu, prav. Ja, se je to tudi bilo malo mogoče terapevtsko za naju. Ja. No, super. Pa hvala vam vsem, ki ste poslušali, pa se poslušamo. Super. To.